Tako, ne glede na to zdaj, da pač bodo ljudje prihajali, jaz predlagam, da kar začnemo. Torej, lep pozdrav, lep dober večer vsem udeležencem webinarja na temo uporabe zaslonov pri predšolskih otrocih. Sem Darja Cvetko iz Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in danes bom s kolegico Kerstin Sirk iz Združenja za kronične nenalezljive bolezni vodila oziroma moderirala ta webinar. Uvodoma nekaj ključnih nasvetov oziroma navodil. Radi bi opozorili, da dogodek snemamo, zato tisti, ki ne želite biti vidni z obrazom, da vam svetujemo, da na Zoomu izključite možnost prenosa vašega videa. Prav tako vas prosimo, zaradi tega, ker nas je res veliko in nas bo več še prišlo, da tekom celotnega webinarja imate izključene mikrofone. In če se vam bodo tekom webinarja pojavila kakšna vprašanja, da jih zapišete v chatbox, ker pa prenašamo to tudi v živo v Facebook stran Društva za srce. Udeležence tam prosimo, da vprašanja zapišete v komentar pod video ali pa nam ga zaupate v privatno sporočilo Društvu za srce. Torej, to je bilo nekaj tehničnih navodil. Zelo smo veseli, da ste se udeležili webinarja v tako velikem številu. Očitno gre res za temo, ki jo starši želimo nekako ozavestiti, želimo informacije z tega področja in snovalke webinarja verjamemo, da smo z govornicami nekako čim bolje pokrile to področje. Webinar poteka v okviru projekta Odklop, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Torej, najlepša hvala udeleženci, najlepša hvala govorke, ki boste danes z nami. Jaz jih še na kratko predstavim, potem bom pa kar predala besedo prvi. Torej, z nami je Mateja Vintar, pediatrinja s posebnimi znanji iz razvojne nevrologije. Mateja Vintar dela kot pediatrinja v razvojni ambulanti s Centrom za zgodnjo obravnavo in je tudi pobudnica in prva avtorica prvih nacionalnih smernic za uporabo zaslonov med otroci in mladostniki. Naslednja govorka bo Leja Mavko, psihologinja, ustanoviteljica in vodja razvojnega kotička, v okviru katerega ustvarja izobraževalne vsebine, predavanja in individualne posvete za starše in skrbnike, pri čemer se usmerja v razvojno psihologijo in veliko pozornosti posveča tematikam varne navezanosti in čustvenega razvoja otrok. Z nami je tudi Martina Peštaj, psihologinja ter urednica uredništva otroških in mladinskih oddaj na Televiziji Slovenija. Strokovno se ukvarja s področjem medijske psihologije in raziskuje vpliv digitalne vsebine na razvoj otrok in mladih, ter o tem piše članke, predava ter sodeluje v številnih projektih raziskovalnih, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Torej, govorke, dobrodošle. Lep pozdrav. Zdaj, prvo bo imela predstavitev Mateja Vintar. Lepo prosim, Mateja, predstavite nam, kaj pravzaprav pediatri opažate zadnja leta pri predšolskih otrocih, kar lahko povežete z prezgodnjo in prekomerno uporabo zaslonov, oziroma na kak način ta prekomerna uporaba zaslonov vpliva na njihov razvoj in kakšna so priporočila strokovnjakov. Torej, beseda je vaša, izvolite. Lep pozdrav, hvala organizatorjem za vabilo. Moram reči, da sem vesela, da lahko to temo predstavim na tak način, ker je res aktualna. Veseli me tudi zanimanje, ki je res izjemno in nad pričakovanji. Dejansko je priliv otrok v naše ambulante, se pravi razvojne ambulante, centri za zgodnjo obravnavo, pa tudi v pediatrične ambulante, ki imajo določene primanjkljaje ali odstopanja v razvoju, ki jih lahko povežemo s prekomerno izpostavljenostjo zaslonom v res zgodnjem obdobju, zadnja leta vedno večje in zaskrbljujoče. Tako da namen današnjega predavanja oziroma tega predstavitve je, da vam povem, kaj točno so povezali z temi, kateri vplivi vse so mogoči in kakšne so usmeritve za rabo zaslonov v zgodnjem obdobju. Jaz sem eno prezentacijo malo pripravila, da nam bo lažje. Upam, da se vidi. Ja.
Še majčkeno pa bo šla naprej. Upam. Evo. Danes bomo preizkusili koristi zaslonov v živo, ne? Tako da moram pač res poudariti, da verjamem v koristi zaslonov, ker so izjemno uporabni, ker je digitalizacija marsikaj omogočila, pospešila, poenostavila. Omogoča seveda sporazumevanje, učenje, sodelovanje, povezljivost, dostop do informacij. In če pogledamo, je zdaj že kar nekaj let v bistvu število naročnin na mobilna omrežja večje, kot je svetovno prebivalstvo. To praktično opažamo vsak dan, na vsakem koraku vidimo, da so zasloni vse povsod in pred zasloni vidimo tudi majhne otroke. Poglejmo si tale video. A se ga sliši? Sliši se ga, da se ga pa vidi. Aha, okej. Kratka, tale otrok, ki je po oceni star zagotovo manj kot 1 leto, se izjemno pomiri, ko dobi zaslon, potem spet joče. In ko spet dobi zaslon, se ponovno pomiri. In je zasanjan, odklopljen in nekako izraža neko željo potem, da pač bi ponovno imel zaslona, ne, stisko ob tem, ko ga vzamemo. Zdaj, če pogledamo podatke o tem, koliko so naši otroci pred zasloni, najprej ameriške, iz leta 2015 in 2017 so to povprečni časi izpostavljenosti. Za slovenske podatke pa žal ne morem točno povedati, jaz upam, da jih bomo dobili, da jih bomo v kratkem dobili, ko bomo pač lahko spremljali, koliko časa so pred zasloni v sklopu preventivnih pregledov v ambulantah primarne pediatrije in ko bodo ti podatki digitalizirani. Do takrat se pač nekako zanašamo na eno redkih študij, ki je bila narejena leta že 2015-2016. Po anketah staršev je povprečna uporaba zaslonov pri 3-letnikih v povprečju kar 2 uri na dan, 4-letnikih 3 ure na dan. Seveda so med otroci velike razlike in med družinami tudi, seveda otroci v določenih družinah niso popolnoma nič pred zasloni, so pa tudi družine, kjer so praktično ves čas. Takšne so posledice prekomerne izpostavljenosti zaslonom v zgodnjem obdobju. Motnje pozornosti, ki jih lahko vidimo že v starosti 3 leta, 4 leta, 5 let, ti otroci so lahko izjemno begavi, imajo kratkotrajno pozornost, ki je zelo odkranljiva, ne morejo se sami zaigrati za dolgo časa, niti vztrajati pri eni aktivnosti dlje kot kakšno minuto ali pa še to ne. Velikokrat je en tak gibalni nemir prisoten, njihovo vedenje je izjemno, rečemo lahko, hiperaktivno. Najbolj zaskrbljujoče so motnje komunikacije. To pomeni, da otrok tudi neverbalno ne komunicira, da je manj očesnega kontakta, da je manj neke obrazne mimike, kazanja, manj išče stik z okolico. Najbolj starše zmoti zaostanek v govornem razvoju, zato največkrat nekako opazijo, da otrok zaostaja. Povezave so z slabšim besednim zakladom, slabšim razumevanjem. Tudi motnje čustvovanja so možne, to je, da se otrok zelo težko prilagodi nekim spremenjenim okoliščinam, rečemo prilagoditvene motnje. Težko in dolgo časa rabi, da se pomiri. Motnje spanja, ne samo zaradi vpliva modre svetlobe na cirkadiani ritem izločanja melatonina, pač pa tudi zaradi same vsebine, ki jo gledajo lahko pred spanjem. Učne težave kasneje v šoli pridejo do izraza, torej slabše učne intelektivne sposobnosti so možne, slabše bralne sposobnosti.
Seveda telesna manj zmogljivost in celo debelost, ki jo tudi velikokrat opazimo kasneje, ker je to pač čas, ko sedimo, kot smo pred zaslonom, in pa seveda motnje vida. Motnje vida, ker gre za bližinsko delo z očmi, ki lahko povzroči, kadar ga je preveč, daljšanje zrkla in kratkovidnost. Narava zgodnjega razvoja otroka je takšna, da se intenzivno dogaja razvoj v prvih mesecih in prvih letih. Zame je to ena najbolj fascinantnih stvari in me še vedno znova preseneti in fascinira, kaj vse se dogaja naenkrat v tem zgodnjem obdobju. Značilno za zgodnji razvoj je, da imamo neka občutljiva obdobja, ko se določena veščina ali pa določena lastnost v razvoju v določenem obdobju lahko najbolje razvije v optimalnih okoliščinah in takrat se nekako vtisne v določen del možganov bolje kot pa kadarkoli kasneje. In ta občutljiva obdobja, če jih zamudimo, je kasneje zelo težko nadomestiti. Ko pa govorimo o izpostavljenosti zaslonom, je pa izjemno zanimiv poskus skrivanja lutke, ki nam pove, koliko je otrok pravzaprav sploh sposoben iz zaslona razumeti ali pa prenesti v svojo izkušnjo. Naredili so dve skupini otrok, 2-3 leta starih, eni skupini so v živo pokazali skrivanje lutke, drugi skupini pa posnetek, ki je bil praktično identičen. In skupina, ki je v živo videla skrivanje lutke, je lutko večkrat našla in poiskala. Tudi druge raziskave so pokazale, da tisto, kar otroci v zgodnjem obdobju, v starosti 2-3 leta in še mlajši, ne zmorejo prenesti tega, kar vidijo preko zaslona v svojo izkušnjo ali pa v razumevanje. Tako da ni isto, če mi kažemo otroku, kako nekdo pleše preko zaslona, ali pa če mi plešemo z njim. Izkušnje, ki jih otroški zgodnji razvoj najbolj, da rečem, ceni ali pa so najbolj dragocene, so tiste, ki vključujejo več živil, čutil, tiste, ki jih otrok lahko začuti bodisi z vonjem, z tipom, z vidom, in lahko preizkuša v realnih situacijah. V vseh študijah se kaže kot najbolj optimalna spodbuda za vse vidike razvoja ljubeče okolje z neko varno navezanostjo, živa interakcija z drugimi, ki so nanj pozorni, ki se odzivajo v skladu z njegovimi potrebami, pogovor, branje, take stvari, ki so pač nekako že leta poznane, ampak so dokazane. Kaj je s prižgano televizijo v ozadju? Televizija je stacionarni zaslon, ki ga imamo že toliko desetletij, da vemo nekaj več iz študij o njem. Prekinjanje igre, kadar je pa manj vzdrževane, kompleksne interakcije v igri vidimo, kadar je televizija ves čas prižgana. Manj je govorne izmenjave, tako med otrokom in staršem, kot med otroci. In to, da je prižgana televizija v ozadju v zgodnjem obdobju, je povezano s slabšimi izvršilnimi funkcijami, kasneje pri otrocih in slabšim pridobivanjem besednega zaklada. Tukaj še nekaj študij o tem, kakšen je vpliv na vedenje in motnje pozornosti. Ne bi vas rada preveč dolgočasila, ampak meni se zdi zelo zanimivo, da če je televiziji otrok v zgodnjem obdobju izpostavljen več kot 2 uri na dan, je kar 7,7-krat večja verjetnost, da bo kasneje dobil diagnozo ADHD. Spanje, kot sem rekla, ne samo, da težje zaspi, ampak je sama kakovost spanja slabša, več je zbujanja, manj je globokega spanca in pomanjkanje spanja je povezano tudi z debelostjo. To se bolj nanaša na šolske otroke, ki v bistvu gledajo televizijo preveč ali pa kjerkoli drug zasloni, potem ni časa za druge koristne aktivnosti, ki so bolj gibalne narave.
Zaskrbljujoče je tudi vpliv na kognitivne sposobnosti, torej spoznavne, a ne, torej intelekt. Meni se zdi izjemno pomembno razumeti to zadnje, kar upam, da se vidi, no. Dolgoročni vplivi so raziskani praktično samo za televizijo, ker je najdlje časa prisotna in so otroci, ki so bili v zgodnjem obdobju izpostavljeni, že zrastli in so bile te res velike študije narejene na velikem vzorcu. In pokazano je, da odrasli, ki so kot otroci gledali televizijo 1 do 2 uri na dan, so dosegli nižjo izobrazbo v primerjavi s tistimi, ki so gledali manj kot 1 uro na dan. Prekomerna raba zaslonov pri malčkih je povezana tudi s slabšo pripravljenostjo za vstop v šolo. Tako da nas vse zanima in smo to v smernicah nekako se lotili napisati in nekako doseči nek konsenz različnih strok, kakšno vsebino, koliko časa in na kakšen način naj bodo otroci izpostavljeni zaslonom. Res bi rada poudarila, da ni vse slabo, je pa res, da mlajši kot je otrok, bolj je vpliv negativen. Smernice za uporabo zaslonov so objavljene na 3 spletnih straneh, mislim, da jih bojo zdaj kolegice dale tudi v chat, tako da lahko kliknete. Izdane so bile za strokovnjake v obliki knjigice, ki je bila natisnjena v 30.000 izvodih, imajo jo v knjižnicah, na spletni strani jo lahko listate v digitalni obliki, lahko jo tudi je tiskanju prijazna verzija na razpolago. Dobil naj bi jo vsak vrtec in vsaka šola vsaj po en izvod. Na spletni strani so tudi kvalitetne vsebine po starosti in še nekaj drugih koristnih vsebin. Najprej, koliko časa naj bodo otroci izpostavljeni zaslonom in koliko je še varno. Praktično vse smernice na svetu, tudi UNICEF-ove, WHO-jeve, odsvetujejo uporabo zaslonov do 2. leta starosti. Torej popolnoma vse. Potem je ta naša skupina, ki imamo danes, nekako bolj tematsko, je 2 do 5-letni otroci. Tukaj priporočamo, da je otrok pred zaslonom manj kot 1 uro na dan, v navzočnosti staršev, pri čemer naj bo čas uporabe sorazmeren starosti. To pomeni, da recimo en 3-letni otrok 20 minut gleda eno risanko skupaj s staršem ali pa neko drugo vsebino in da se o tej vsebini staršem potem pogovarja, lahko tudi vmes. 4-letni 30 minut, 5-letni 40 minut, če je kakšen dan več, naj bo drug dan manj. Priporočila za 6 do 9 let stare otroke, to so otroci v prvih 3 razredih osnovne šole. Čas uporabe v prostem času, povprečno 1 uro na dan. Torej, to ni raba za šolo, raba za neko izobraževalno vsebino, ampak za zabavo v prostem času. 10 do 12 let stari 1 uro in pol na dan, to je druga triada osnovne šole. In potem 13 do 18 let stari, zadnja triada osnovne šole in srednja šola, pa tudi odrasli, največ 2 uri na dan v povprečju. Manj je bolje. To so smernice Svetovne zdravstvene organizacije za malčke, stare 1 do 2 in 3 do 4 leta. Vidite, da je čas pred zaslonom enako kot čas sedenja. Kar je logično, ker kateri 3, 4, 1 ali 2-letnik popolnoma pri miru sedi, razen ko spi ali pa kot je pred zaslonom. Če je zdrav, večinoma ni popolnoma pri miru. Torej nekako je potrebno najti eno ravnovesje med tem, kaj je zaščitno za otroka in kaj je tvegano. Na kakšen način skupaj. Zakaj? Ker je pomemben odziv odraslega. Dokazano je, da če je otrok izpostavljen kvalitetni vsebini skupaj z neko odraslo osebo, ki to komentira, ki ga usmerja, ki se z njim lahko pogovarja, potem lahko zelo, zelo pridobi tudi pri gledanju zaslona. Največkrat v individualni situaciji in najbolj v individualni situaciji.
In v tem primeru so zasloni lahko zelo priročni in koristni, niso pa to, ni pa to pač pot, da se otrok zamoti brez nas. Potem je praktično vseeno, če z njim gledamo knjigo. Kakšna vsebina? Seveda starosti primerna, preverimo priporočila za starost, za določene vsebine, otroke spuščati na videokanale, kjer se filmčki sami vrtijo samodejno, ni najboljša izbira. Vsebina naj bo kakovostna, izobraževalna, če se le da tudi interaktivna. Marsikatera aplikacija ali pa program posega v zasebnost, tako našo kot otrokovo. Vsebuje marsikaj tudi skrito oglaševanje in tudi recimo videokanal YouTube Kids, ogromno enih nezdravih stvari vmes oglašuje, tudi igrač in nekih neravno koristnih stvari. Pa pozorni bodimo na zasvojljivost. Elementi zasvojljivosti so recimo v določenih aplikacijah vgrajeni, tako da zelo težko nehamo, tako mi kot otroci. Še to do konca pa dobiš nagrado, kaj podobnega. Koristni so družabni stiki preko zaslona, videoklici recimo, kjer je otrokov odziv takoj povrnen, kjer se na njegovo vedenje nekdo odzove. Odlično je, če je na zaslonu obraz, ne da gre samo za neke animirane vsebine, ki tečejo same po sebi. Bistveno bolje, če nekdo govori in otrok gleda obrazno mimiko in tistega človeka, in je potem tudi tempo govora tak, da ga lažje dojame. Mlajši kot je, bolj je to pomembno. Pazimo na lastno rabo zaslona, kadar smo z otrokom. Otrokovi prisotnosti res čim manj. Odsvetujemo uporabo zaslonov pri dojenju, za uspavanje in ob hranjenju. Otrok se poškoduje, nekaj ga razžalosti, pade in joka. Dejansko ni dobro otroka pomirjati z zaslonom. Seveda, če je to enkrat na nekaj mesecev, ko recimo ga more odpeljati rešilske in nekaj groznega, takrat seveda ni nič narobe, če mu damo zaslon, zato da mu olajšamo bolečino, in to se ne dogaja vsak dan večkrat. Ampak pomirjanje čisto vsake stiske in vsakega joka z zaslonom pa res ni priporočljivo. Mislim, da bo tudi psihologinja, gospa Mavko za mano povedala, zakaj to ni priporočljivo. Dejansko otroku vzamemo možnost, da razvije frustracijsko toleranco, torej to, da doživi izkušnjo, da čustva minajo in da se zmore sam pomiriti. Takrat, če se le da, ostanemo mirni, vzemimo ga v naročje in počakamo, da se pomiri, če se le da. Ne odsvetujemo, da je zaslon nagrada ali kazen, če boš priden, dobiš, če pa ne boš, pa vzamemo. Odsvetujemo, da se dnevne rutine, kot je privajanje na kapljico, umivanje zob, hranjenje dogajajo pred zaslonom, in odsvetujemo, da je zaslon varuška. Dober zgled šteje. Pazimo na svoje vedenje, kadar smo z otroci. Živa interakcija iz obraza v obraz, to je tisto, od česar naši otroci najbolj profitirajo. Torej, že dojenček zna obrazno mimiko prepoznavati, uči se različnih glasov, socializacija poteka skupaj z vrstniki zunaj, branje, slikanice, družabne igre. To je tisto, kar gradi in razpleta mrežo v otrokovih možganih, tako da bo mu dolgo dobro služila. Zdrave družinske navade so, da počnemo stvari skupaj, da preživimo aktiven prosti čas, če se le da na prostem, brez prižgane televizije v ozadju. Zasloni naj res ne bodo v otroški sobi.
ne uporabljamo jih pred spanjem, kot sem rekla, ne med obroki, privoščimo si dneve brez zaslonov in kadar gledajo otroci skupaj ali pa mi z njimi, je pomembno, da prilagodimo vsebino najmlajšemu. 5-letnik pač ne more gledati enakih vsebin kot najstnik. Skratka, naprava z zaslonom je dejansko res koristen pripomoček in čim manjkrat naj bo to sredstvo za zabavo in sprostitev. Tako da naj se tale tehtnica čim večkrat prevesi tja, kjer so igrače in žoga in to bo najboljše za razvoj naših otrok. Hvala. Torej najlepša hvala. Ja, najverjetneje smo starši danes že kar osveščeni o posledicah prekomernega sedenja pred zasloni z vidika fizičnega zdravja, nekoliko manj pa z vidika vseh vidikov, ki ste jih opisali, tako da najlepša hvala za to predstavitev in jasno podane predlagane časovne omejitve uporabe zaslonov. Tudi velikokrat se starši zavedamo, da je otrok morda preveč za zasloni, vendar smo pa morda kdaj preutrujeni, preobremenjeni, velikokrat pa niti ne znamo se odzvati na otrokove potrebe, tako da prosim Leo Mavko, da nam predstavi, katere so pa tiste situacije, ko jim dajemo zaslone, pa bi se temu lahko izognili. In kako poiščemo alternative. Lepo prosim. Hvala, Darja, bom jaz najprej kar samo tole podelila, da bo malo tudi vam lažje spremljati, kar bom govorila. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Jaz bom pa zdaj še malo pokazala, povedala, kako pa lahko te smernice prenesemo še v nekaj več konkretnih situacij, pa kako izgledajo potem tudi v vsakdanjem življenju. In preden se bomo pa dotaknili uporabe tehnologije pri otrocih, bi pa tudi jaz želela samo nekaj trenutkov še nameniti temu, kako vi kot starši pa kot skrbniki uporabljate tehnologijo, po eni strani kako tehnologija vpliva na vas, ko niste z otrokom, predvsem pa kako vpliva tudi lahko na vaše odzive takrat, ko preživljate čas z otrokom. Po eni strani se je tukaj pomembno ustaviti pri tem, kako tehnologija lahko vpliva na odzive skrbnika. Nekaj, kar se zelo hitro zgodi, ko je naša pozornost usmerjena na telefon, na neko napravo, je, da smo preprosto v tisti situaciji manj odzivni, da mogoče ne slišimo, ko nas otrok pokliče, da mogoče otrok mora večkrat poskušati pridobiti našo pozornost, da se sploh odzovemo. Zelo hitro se tudi zgodi, da zamudimo kakšen namig, kakšen poziv, kakšen klic otroka, zaradi tega, ker smo pozorni na telefon. Hkrati se pa zelo hitro lahko zgodi tudi, da ne vidimo oziroma ne prepoznamo kakšne otrokove potrebe, preprosto zato, ker na otroka nismo pozorni. Hkrati se mi pa zdi tukaj pomembno omeniti, sploh glede na čas, v katerem živimo, glede na to, kako dostopne so informacije, glede na to, kaj vse se dogaja v tem svetu, se mi zdi pomembno omeniti tudi to, kako tehnologija, ki jo vi uporabljate, vpliva potem na vaše čustveno stanje. Če informacije, ki jih pridobivate preko telefona, preko socialnih omrežij ali pa kakšnih drugih medijev, vam povzročajo še dodatne skrbi, vam povzročajo neke dodatne strahove, vam povzročajo nek dodaten stres, lahko to vpliva tudi na to, kako boste vi potem dostopni tam za otroka. Tako da se je včasih smiselno tudi vprašati, kako dejansko način, na katerega vi uporabljate tehnologijo, vpliva potem tudi na vaše čustveno stanje. Potem je pa pomembno tudi razumeti, kako pa uporaba tehnologije v pričo otroka lahko vpliva tudi na odnos in pa na otrokov razvoj. Tako kot ste že slišali, je očesni stik ena od komponent odnosa, ki je res zelo pomembna in je zelo hitro zamujena, če je naša pozornost usmerjena recimo v telefon. In že pri dojenčkih je očesni stik res zelo pomemben, dojenčke vabi k interakciji, vabi jih k temu, da raziskujejo svet. Kasneje je pa tudi zelo pomembno orodje za povezovanje, za navezovanje stika z otrokom, in ko je naša pozornost zelo pogosto usmerjena na neke naprave, so te priložnosti za očesni stik zelo hitro zamujene. Na podlagi očesnega stika pa neke neverbalne govorice lahko otroci tudi presojajo, kako čustveno dostopni so skrbniki, recimo, če se jim pojavi neka potreba, če potrebujejo nekaj več bližine,
pa je starš zelo nedostopen, se pravi, gleda v telefon, je čisto prevzet z nekimi vsebinami na neki napravi, bo otrok morda prepoznal, da starš trenutno ni dostopen in bo do njegove potrebe potem ostale nezadovoljene. Kar je pa tukaj še pomembno tudi omeniti, je pa tudi to, kako hitro pride tudi do neke neoglašenosti na čustvene potrebe oziroma na čustva otrok. Če si predstavljamo recimo neko situacijo, kjer je otrok žalosten, kjer je jezen, kjer doživlja neka čustva, takrat otrok od starša želi, da bi se starš na njegova čustva oglasil. Se pravi, da bi starš tudi svojo neverbalno govorico, tudi svojim tonom glasu, svojo mimiko se nekako podobno odzval na otrokova čustva, se pravi nekako zrcalil to, kar otrok doživlja. In če je otrok recimo žalosten, starš je pa prevzet s tehnologijo, gleda morda celo kakšne zabavne vsebine, je to tudi za otroka ena zelo zmedena situacija. Se pravi, otrok se počuti žalostno, ampak tista oseba, ki naj bi se pa na njegova čustva oglasila, je pa na čisto enem drugem polu čustev, tako da tukaj tudi pride potem do neke neoglašenosti in tudi otrokova čustva potem ponovno niso slišana. Hkrati pa otroci na podlagi očesnega stika, pa na podlagi nekih neverbalnih govoric lahko pridobivajo tudi neko potrditev, nek občutek varnosti. Če je recimo otrok, če si recimo predstavljate, da ste mogoče kje na igrišču ali pa ne vem, na uvajanju v vrtcu, v neki igralnici, lahko otrok začne doživljati nekaj negotovosti, mogoče ni čisto prepričan, a je zdaj varno, da se oddalji, a je varno, da se gre recimo igrati v peskovnik, čuti nekaj negotovosti in mogoče bo samo nadaljavo želel poiskati očesni stik starša in bi bilo čisto dovolj, da bi se mu starš recimo spodbudno nasmehnil, da bi malo pokimal, da bi samo s svojo mimiko pa z držo telesa dal neko zagotovilo, vse je ok, varno je, pazim nate, lahko se greš igrati. In takrat, ko je starš ponovno prevzet s tehnologijo, zamudi tudi to priložnost, da bi otroku dal ta dodaten občutek varnosti in tudi z tega vidika potem otrok lahko ostaja na nek način sam s temi svojimi skrbmi. Hkrati pa lahko uporaba tehnologije pri skrbnikih vpliva tudi na to, da zamudimo dve pomembni priložnosti. Tako kot ste tudi že slišali, se lahko zamudi ogromno nekih priložnosti za vzajemno komunikacijo. Recimo, da otrok postavi kakšno vprašanje ali pa kaj reče, pokaže na kakšno igračo, pa bi se skrbnik lahko mogoče odzval, bi ponovil, kar je otrok povedal, bi kaj še dodatno vprašal, bi razširil, bi obogatil to, kar otrok pove in bi nastalo res ogromno nekih priložnosti tudi za vzajemno komunikacijo, za gradnjo besedišča, za razvoj govora. Če pa je skrbnik ponovno preveč na telefonu, se pravi, ni prisoten v tisti situaciji, ni prisoten v odnosu z otrokom, pa tudi te vse priložnosti zamudi. In hkrati je žal zaradi tehnologije ogromno krat zamujena tudi neka priložnost za povezovanje z otrokom. Včasih se bodo otroci igrali, pa bodo samo z očmi poiskali stik starša ali pa nekega drugega skrbnika, pa bodo želeli samo dobiti tisti en skupen nasmešek, deliti to veselje, to njihovo navdušenje v igri in zaradi tehnologije so lahko tudi te trenutki za povezovanje, za neko skupno deljeno veselje v igri, v raziskovanju zamujeni, so pa te trenutki res zelo pomembni tudi za gradnjo nekega varnega odnosa, pa za gradnjo varne navezanosti. Tako da ste lepo vabljeni, da preden razmišljate o tem, kako bo otrok uporabljal tehnologijo, mogoče naredite še kakšen korak nazaj, pa malo kritično pogledate tudi na svojo rabo. Potem se bomo pa malo več časa ustavili pri tem, s kakšnim namenom oziroma kdaj v kakšnih situacijah tehnologijo uporabljamo. In jaz se bom osredotočila predvsem na to, kdaj, kje pa zakaj tehnologije ni priporočljivo uporabljati. Tako kot je gospa Martina pred mano že povedala, gospa Mateja pred mano že povedala, je odsvetovano, da se tehnologija uporablja pred spanjem. Vsaj kakšno uro pred spanjem je zelo fino, da se tehnologiji izognete, torej da tehnologija, da recimo risanke ne predstavljajo del večerne rutine,
da niso uporabljene za uspavanje, tako kot ste že slišali, ker lahko modra svetloba vpliva potem tudi na otrokovo spanje, poslabša spanje, vpliva lahko na cirkadiani ritem, se pravi nekako se zamakne ta naravni ritem utrujenosti, hkrati pa lahko uporaba tehnologije pri otrocih tudi dvigne stresni odziv, sproži sproščanje stresnega hormona. Se pravi, v času, ko bi si želeli, da se otrok počasi začne umirjati, pa pripravljati na spanje, s tehnologijo samo povzročamo še več nemira, pa še več nekega stresa. Tako da namesto tega je bolj smiselno, da je recimo večerna rutina čas za neko bolj umirjeno igro, za branje kakšnih knjig, za poslušanje pravljic ali pa nasploh en čas za povezovanje, za smeh, da res otrok tudi pred spanjem prejme ta dodaten občutek varnosti, pa se z vami poveže. Prav tako, kot ste že slišali, je smiselno, da zaslone omejite tudi na nekaj prostorov, se pravi, da otroci nimajo dostopa do zaslonov v otroški sobi. Po nekaterih raziskavah se recimo tudi to, da ima otrok v sobi recimo na voljo televizijo oziroma neke naprave, zelo pogosto povezuje tudi s tem, da pred zasloni preživi več časa, kar je pa potem lahko povezano z najrazličnejšimi negativnimi vplivi na otrokov razvoj, in tudi igralni prostor oziroma čas igre je en tak prostor oziroma en tak čas, ko je smiselno rabo zaslonov nekoliko omejiti. Potem, tudi kot ste že slišali, je smiselno, da se zaslonom izognete med obroki. Takrat, ko so otroci recimo med obroki izpostavljeni kakšnim risankam, zamudijo ogromno enih priložnosti tudi za raziskovanje hrane, pa hkrati v bistvu takrat zamudijo potem tudi neke svoje signale sitosti, ker je njihova pozornost usmerjena na zaslone, na to, kaj se dogaja na zaslonih, morda niti ne bodo zaznali, kdaj so se pa dejansko dovolj najedli, kdaj so imeli dovolj, in tako tudi nekako se ne naučijo poslušati svojega telesa in lahko to vodi tudi v kakšne izzive z vzorci prehranjevanja kasneje v odraslosti, tako da je tudi čas med obroki lahko to en čas za povezovanje, mogoče tudi eno povabilo, da se vi takrat ustavite, da je to nek skupen čas, ko se z otrokom lahko še dodatno povežete. Če ste pa kdaj v kakšni situaciji, kjer mora recimo otrok dlje časa sedeti za mizo, ste recimo v kakšni restavraciji, ste pa tudi lepo vabljeni, da mogoče razmišljate še o kakšnih alternativah, pa mogoče izberete kakšne knjige, kakšne igrače, ki jih otrok že dlje časa ni videl, ali pa kakšne igrače, ki so otroku zelo ljube, kakšne miselne igre, take, ki otroka res pritegnejo, ali pa se greste kakšne besedne igre, se kaj pogovarjate in se na tak način povezujete, tako da imate na zalogi še nekaj drugih alternativ, ki jih takrat lahko uporabljate namesto zaslonov. Potem je pa zelo smiselno tudi, da se zasloni ne uporabljajo za kaznovanje ali pa za nagrajevanje. Kazni in nagrade v bistvu že same po sebi niso najbolj uporabne pri spreminjanju vedenja, ker ne gradijo nobenih veščin, niso neposredno povezane s tistim vedenjem, ki ga želimo spremeniti, pa tudi ne upoštevajo otrokovih potreb, ki se skrivajo v ozadju vedenja. Ampak hkrati pa s tem, ko uporabljamo zaslone za kaznovanje ali pa za nagrajevanje, po nepotrebnem otroku sporočamo, da so očitno zasloni nekaj, kar je v naši družini pomembno. Ker če to ne bi bilo pomembno, se ne bi uporabljalo za nagrajevanje. V eni raziskavi so pa recimo tudi spremljali družine, kjer se zasloni uporabljajo za nagrajevanje, pa jih primerjali z družinami, kjer tega ne počnejo, in so ugotovili, da tudi to, da so zasloni uporabljeni za nagrajevanje, nekje na tedenski ravni tudi vodi do povišane uporabe zaslonov v primerjavi z otroki, kjer zasloni niso uporabljeni za nagrajevanje. Tako da lahko potem tudi z tega vidika vodi nagrajevanje zasloni do pretirane rabe zaslonov. Namesto tega lahko raje uporabite igrivost, lahko uporabite naravne pa logične posledice, ki so povezane s problemom, oziroma razvijate neke vrednote v ozadju. To recimo izgleda tako, da otroka ne nagrajujemo zato, da si bo umil zobe,
ampak se mogoče z njim pogovarjamo o tem, zakaj je pomembno, da si umiva zobe, ali pa v to situacijo vnesemo nekaj igre. Recimo ena taka fina slikanica je veliki dan ščetkanja v živalskem vrtu in tam si vse živali morajo tisti dan umiti zobe in lev ima na koncu, potem ko si umije zobe, snežno bele, svetleče zobe in lahko otroka povabite v to igro, da bo on zdaj tudi imel zobe, ki bodo enako beli, kot so bili zobje od leva v tisti slikanici in na tak način z nekaj igrivosti vseeno pridete do vašega cilja. Ali pa za kaznovanje, recimo namesto tega, da rečete, če ne nehaš metati kock, zvečer ne bo risanke, ker tukaj kocke v resnici nimajo čisto nobene povezave z risanko, raje uporabimo neko logično posledico, ki je dejansko povezana s problemom, torej s kockami. Pa lahko rečemo, ne dovolim, da mečeš kocke, če jih boš metal, jih bova pospravila. Torej, kocke so bile problem in kocke bova potem pospravila, da to situacijo rešiva. Potem pa še zadnja situacija, kjer je zelo priporočljivo, da se zaslonom izognete, je pa tolažba. In včasih je definitivno težko je zdržati z otrokovim jokom, težko je samo biti tam z otrokovimi čustvi, pa poslušati otrokov čustveni izbruh, ampak s tem, ko uporabite zaslone za tolažbo, boste mogoče res v tisti situaciji to rešili, tako kot je bilo na tistem posnetku na začetku prikazano, se bo čustveni izbruh prenehal, otrok bo morda nehal zelo hitro jokati, ampak na dolgi rok vam pa to ne bo naredilo v bistvu nobene usluge. Ena taka prispodoba, ki jo jaz zelo rada staršem pokažem, povem, ko se pogovarjamo o tej temi, je tale čustveni tunel. In na levi strani tega tunela, na začetku tunela, stoji otrok, ki ima mogoče kakšen čustveni izbruh, ki zelo močno joka. In naloga otroka v teh situacijah, kjer joka, je, da potuje skozi ta čustven tunel in ko bo prišel ven na drugi strani tunela, bo vsa čustva res lahko izrazil, sprostil se bo lahko, ker je res povedal, izrazil vse, kar ga je težilo in zelo pogosto je pri otrocih tudi jok povezan s sprejemanjem situacije. Recimo v kakšni situaciji postavljanja mej ima otrok čustveni izbruh, želi res povedati, da mu ni všeč to, kar smo storili, želi izraziti svoje nestrinjanje, želi izraziti svojo jezo, svojo žalost, ampak če mu pustimo, da potuje čez ta tunel, se tudi enkrat ta jok potem nekako izpelje, se konča, se otrok ponovno sprosti, pa recimo se gre lahko naprej igrati oziroma to mejo tudi sprejme. In naloga odraslih bližnjih oseb, ki so ob otroku v teh čustvih, ni da skrajša čas v tunelu, ni da otroka vodi skozi tunel, se pravi, da ga vleče skozi tunel, da bi bilo tega tunela čim prej konec, niti ni, da išče neke bližnjice ven iz tunela, ampak da preprosto je tam z otrokom. Se pravi, da potuje z otrokom skozi ta val, skozi ta tunel čustev, da drži prostor za otrokova čustva in ostaja ob otroku, takrat, ko recimo joka. To lahko izgleda tako, da sedimo zraven otroka, pa samo z neko našo mirno prisotnostjo tudi otroku pomagamo, da se umiri. Lahko izgleda tako, da otroka nosimo v naročju, da ga zibamo, da ga morda samo držimo v objemu. V glavnem smo tam, puščamo ta čustva in hkrati s tem, ko smo mi mirni, tudi otroku pomagamo, da se umiri. In večkrat, kot bo imel otrok priložnost, da z neko varno bližnjo osebo potuje čez ta tunel, bolj se bo tudi učil, kako lahko s časoma ta svoja čustva tudi sam uravnava. Torej, vsakič, ko ostanete ob otroku, ko joka, ne glede na to, kako je vam težko, otroku pomagate, da se s časoma nauči, ko bodo njegovi možgani na to pripravljeni, svoja čustva tudi uravnavati sam. In s tem, ko ima otrok priložnost potovati čez tunel, razvije neke načine spoprijemanja s frustracijami, razvije neke načine, kako se lahko spoprime z neuspehi, kako lahko svoja čustva izraža na nek primeren način in kako se lahko potem s časoma tudi umiri. Takrat, ko pa za tolažbo uporabljamo zaslone, pa iščemo take zasilne izhode, kot je tukaj tudi narisan. Kot sem rekla, mogoče se bodo čustva res zelo hitro končala, ker bomo otroka rešili ven iz tega tunela, ampak ne bo pa otrok prišel tukaj do cilja. Svojih čustev ne bo imel priložnosti izraziti, situacije ne bo zmogel sprejeti, ne bo imel priložnosti, da se spoprime s to frustracijo, ki je nastala. Hkrati pa s tem lahko razvijamo tudi neke nepodporne vzorce oziroma neke
neprimerne, neprilagojene načine spoprijemanja s stresom. Torej, če bi vsakič, ko je otrok vznemirjen, posegali po teh vratih, po tem zasilnem izhodu, bi lahko potem se tudi otrok naučil, da takrat, ko doživi neko frustracijo, doživi nek neuspeh, je edini način, kako se zna s tem spoprijeti, da se obrne na zaslone, in to lahko potem tudi v najstništvu, v odraslosti izgleda tako, da otrok ne zmore umirjati svojih čustev, da ne zmore izražati svojih čustev na primeren način, da se ne zmore spoprijemati s frustracijami, ampak takrat, ko čuti neko nelagodje, ko čuti neka neprijetna čustva, poseže po zaslonih. Bi vas pa tukaj pri vseh teh stvarih želela samo povabiti, da ste tudi do sebe potrpežljivi, pa da ne stremite k neki popolnosti. Seveda je fino, priporočljivo, tako kot ste slišali, da se poskušate teh smernic držati, da se poskušate odzivati na nek način, ki je podporen za otroke, ampak ni se potrebno odzivati na popoln način, ampak želimo doseči neko predvidljivost. Recimo na primeru čustvenih izbruhov to pomeni, da včasih seveda boste se odločili poseči po teh zasilnih izhodih. Včasih se boste odločili, da je mogoče za otroka dobro, da najdete en zasilni izhod, mogoče pa vi ne boste imeli kapacitet, da greste z otrokom čez celoten tunel in boste se takrat odločili, da uporabite nek drug način, neko preusmerjanje pozornosti, pa izkoristite tisti zasilni izhod, ki se nahaja v tunelu. Ampak želimo pa si, da so podporna ravnanja, podporni odzivi vseeno dovolj pogosti, da jih otrok lahko predvideva. Da takrat, ko bo otrok naslednjič žalosten ali pa bo imel nek čustveni izbruh, ne bo predvideval, zdaj bom verjetno dobil zaslone, ampak da bo predvideval, zdaj bo verjetno si mami, ati ali pa ne vem, vzgojiteljica, kdorkoli skrbi za otroka, vzela čas in bo z mano, dokler se ne bom počutil bolje. Tako da, ko imate enkrat postavljene te temelje, kdaj, kje, zakaj ni smiselno uporabljati zaslonov, boste tudi lažje zaslone uporabljali na nek način, ki bo podpiral po eni strani otroka, hkrati bo pa tudi deloval za vašo družino, lažje jih boste tudi vnesli v vaše dni, zato ker se tudi jaz enako strinjam, da imajo zasloni lahko tudi veliko nekih prednosti, če jih uporabljamo premišljeno, torej ne za recimo kompenzacijo pa za umirjanje otrokovega joka, ampak jih uporabljamo, ker res zavestno vemo, da bo recimo klic z babico otroka zdaj bo dodatno povezal, oziroma da mu bo neka risanka, da bo lahko predstavljala kakšen čas za povezovanje, za kakovostno preživljanje skupnega časa. Potem je pa še zelo smiselno, da vse to vseeno postavite v kontekst otrokovih dni. Torej, nič ni narobe z zasloni, če jih uporabljamo premišljeno, če jih uporabljamo skladno s smernicami, če jih uporabljamo na nek podporen način, je pa vseeno dobro, da to postavite tudi v kontekst otrokovih dni, se pravi, da vseeno pa poskrbite, da ima otrok dovolj priložnosti za gibanje, za povezovanje z vrstniki ali pa oziroma za povezovanje z bližnjimi osebami, za gradnjo tega varnega odnosa, da ima tudi dovolj priložnosti za prosto igro, za preživljanje časa v naravi, ker je vse to tisto, kar je v tem predšolskem obdobju res pomembno in bo otrokove možgane zgradilo na tak zelo spodbuden način, da bodo tudi lažje, da bodo odrasli v neke čustveno, socialno, kognitivno zdrave posameznike, kot si verjetno tudi vsi vi želite za svoje otroke. Tako da to je tudi z moje strani vse. Zdaj boste pa, se mi zdi, tudi dobro slišali, kako pa to izgleda, neke kakovostne vsebine v praksi. Jaz se vam zahvaljujem za čudovito opredelitev, kako ima vpliv tehnologija na skrbnikov odziv, posebno na področje čustvovanja in razvoja otrok. Zelo mi je bilo všeč tudi, ko ste poudarila ta pomen očesnega stika in posebej neuglašenosti pri otroka, ker se mi zdi, da se velikokrat premalo zavedamo tega. Posebej tudi ta del, kje, kdaj in zakaj ni smiselno oziroma ni primerno uporabljati zaslonov. Tako da res smo razbrali, da potrebuje otrok pristno prisotnost staršev. Seveda pa to lahko vključuje tudi skupno gledanje, na primer risank.
A danes vemo, da na televiziji in internetu so razne vsebine, ki tudi snovalci poročajo, da so primerne za predšolske otroke. Starši se tako upravičeno vprašajo, ali so te vsebine sploh zares primerne, oziroma katere so sploh primerne vsebine za predšolske otroke in katere so značilnosti teh kakovostnih vsebin. Tako da vabim Martino Peštaj, da nam jih predstavi. Lepo pozdravljeni, še jaz na vrsti. Evo, jaz pa prihajam z druge smeri, jaz pa taki ustvarjam te vsebine, ampak moram najprej na tem mestu povedati, da to, kar sem poslušala od mojih dveh predhodnic, je bilo čudovito in se bolj ne bi mogla z vsem strinjati. Ravno kar smo v fazi enega močnega digitalnega detoksa v družini, ker ga je najstnik pošteno sviral, zelo izkoriščal in manipuliral z zadevami. In sta zdaj oba otroka, 8 in 13-letna, že 3 tedne brez vseh zaslonov in vam povem, da lepše še nismo živeli. To je čas, ko se imata tako rada, toliko sodelujeta, toliko delata stvari skupaj, ko sta prebrala oba dva knjig na tone, ko gledamo skupaj stvari, ko sta omejena samo na RTV Slovenija. Skratka, kar naenkrat jim odpira ena nova polja, tako da jaz imam zdaj iz prve roke najboljšo možno izkušnjo, kaj to zares pomeni. Ampak, ker vseeno prihajam jaz z televizije in ker je moje področje ustvarjanje vsebin za otroke, bi rada zdaj tukaj z vami delila v bistvu svoje predavanje oziroma vam pomagala pri tem, da ko pa se odločite, da boste otrokom dovolili gledati digitalne vsebine, da pa vseeno razmišljate o tem, kaj gledajo in da je to zares pomembno. Mi govorimo o ti otroci, ki so zdaj naši ob nas, so v bistvu digitalni staroselci, kar pomeni, da so se naselili v ta prostor zaslonov na polno. Oni sploh druge situacije ne poznamo. Mi smo v bistvu digitalni migranti, pa še to zelo okorni. Ti otroci pa imajo vse na stegu roke in si drugačnega življenja v bistvu sploh ne znajo predstavljati. Zato je res na nas, da se takoj, jaz vedno pravim, že ko je otroček v trebuščku, da začnemo razmišljati o tem, kaj bomo z njim počeli, kako bomo z njim v bistvu potovali po tem digitalnem svetu. Hecno je, jaz, ko sem se začela s tem področjem ukvarjati, je bila tukaj zgolj televizija, in takrat je bila televizija dežurna krivka za vse slabe navade otroka, otroci se niso dovolj gibali, niso dovolj brali, se niso družili, so jedli, imeli slabe prehranjevalne navade. Zdaj se seveda podobno pripisuje vsem tem digitalnim medijem, ampak jaz pa še vseeno trdim, tako kot tudi moji dve predhodnici, da če jih pa uporabljamo ustrezno, pa seveda lahko tudi zelo dobro vplivajo, lahko zelo obogatijo naše življenje, otroka navdihujejo, opolnomočijo, informirajo, izobražujejo, zabavajo, kar tudi nič ni narobe, ampak res moramo imeti v glavi to, kakšen vpliv pravzaprav imajo na njega. Zdaj bi si pa želela, da vsak za hipec pomisli na eno vsebino iz svojega otroštva, ki ga je na nek poseben način pozitivno zaznamovala. To gre zgolj za to, da boste začutili, na kak način še vedno mi to doživljamo in kako tudi to enako potem doživljajo otroci. Jaz recimo sem izbrala Mumine, ne vem, če se jih spomnite, to so bile stare risanke, tudi veliko knjig je na to temo, to so bili ena taka zgodba mojega otroštva. Njih sem spoznavala, njih sem imela rada, mogoče tudi zato zdaj zelo rada hodim v Skandinavijo. Skratka, so me na nek način zaznamovali in sem bila zelo vesela, ko sem pred nekaj leti na trgu odkrila nove Mumine, novi Mumin dol, kjer so izkoristili vse novosti računalniške animacije, zato da so lahko naredili to staro zgodbo na novo. Zdaj bi si pa želela drugo smer, da pa pomislite na neko vsebino, ki pa ima še vedno nek negativen prizvok. To se pravi, na katero se spomnite in vam je neprijetno in se spomnite, da vam je bilo kot otroku neprijetno in to vsebino morda še zdaj nekje v sebi nosite po tolikih letih. No, vam jaz pokažem svojo. Evo, jaz sem izbrala ta film, zato ker vem, da je ta film, jaz sem ga gledala, ko sem bila malo pred najstništvom, in ta film je odločno zaznamoval moje življenje, ker se še vedno zaradi tega ne upam kopati v globoki vodi.
to priznam, mnogo let sem verjela, da sem to čudna, ker to tako občutim, ampak potem so v Nemčiji delali pred leti eno zelo obsežno raziskavo ravno o tem vplivu čustev, skozi medijske vsebine in so različne ciljne skupine preizkušali in je bila ena zelo obsežna ciljna skupina, ki je bila okoli moje starosti, ki smo vsi poročali o tem filmu. To so določene vsebine, ki lahko zaznamujejo cele generacije, In zelo podobno se dogaja tudi pri otrocih današnje dobe, s tem, da imajo oni še več te izbire. Tega je mnogo, mnogo več. Takrat smo bili omejeni na samo določene stvari, zdaj pa je tega tako veliko, da včasih sploh ne moremo slediti, niti ne vemo, kaj točno vse je. To sta dve ključni vprašanji, s katerima se ukvarjamo in jaz verjamem, ustvarjalci vsebin za otroke na vseh področjih, na področju filma, na področju gledališča in na področju, rečemo, medijev. In mislim, da se tudi vi lahko se večkrat vprašate, ali otrokom dati tisto, kar oni želijo gledati, ali tudi tisto, kar mi želimo, da oni vidijo prav in kako se bodo otroci odzvali. Moje dolgoletne izkušnje vedno znova pritrjujejo temu, da če mi otrokom neke stvari pripravimo, izberemo, ki so ustrezne, ki so primerne njihovi starosti, njihovemu razvoju in jih tako tudi prezentiramo, prikažemo, bodo otroci vedno to sprejeli z odprtimi rokami. Tako da ta strah je absolutno nima prave zveze. Velikokrat so te izbire otrok pod nekim komercialnim vplivom, potem kar vidijo v trgovinah, kar vidijo na reklamah. Tako da je prav, da smo mi tisti, ki usmerjamo, absolutno v predšolskem obdobju smo mi tisti, ki usmerjamo, katere so tiste vsebine, ki jih bo otrok gledal. Tudi tukaj imam eno zelo krasno osebno izkušnjo, zdaj v teh 3 tednih, ko imamo na voljo samo našo televizijo, moj mlajši sin pravi, ti imaš vsebine za dojenčke, tam živžave za dojenčke, ampak je v tem času, ko nima pač drugega, pa si je želel kaj pogledati, recimo odkril risanko Zdravnica Mica, kjer zdravnica na otrokom razumljiv način razlaga in to je zdaj in to je ugotovil, da je res dobro in to zdaj vsako epizodo gleda večkrat in zna to in potem to razlaga. Skratka, na kak način si v bistvu otroci lahko oblikujejo te svoje gledalne navade. Velikokrat se sprašujemo o tem, ali ko izbiramo kakovostne vsebine za otroke, ali morajo biti izobraževalne. Tukaj moj odgovor je, da ne rabimo iskati posebej izobraževalnih vsebin, zato ker vsaka vsebina, ki je za otroka privlačna, zanimiva, ki je primerna za njegovo starost, za njegovo dojemanje, bo v njej zagotovo videl tudi nekaj poučnega. Bo vzel tisto, kar se bo njemu zdelo pomembno. Morda to ne bo točno to, kar smo si mi zamislili, ampak zagotovo, ko bo vsebine konec in ga bomo vprašali, bo dali kakšno vprašanje, bomo videli, da si je zapomnil stvari. Recimo tukaj imam zdaj nekaj risank, jaz sem vzela za temelj razne risanke, s temi imamo vsakodnevno opravka, to so risanke, ki jih na televiziji Slovenija zelo skrbno in premišljeno zbiramo in ob vsaki imam neko določeno zgodbo, ampak recimo to je en tak primer takega učenja ob gledanju risanke, je risanka Mali Timotej, kjer ta fant potuje po vesolju, namišljene zgodbe so to, ampak podatki o planetih, ki jih obiskuje, pa so v tem njegovem domišljijskem potovanju zelo resnični, so pač preverjena dejstva. In potem se je dogajalo, da so me velikokrat tudi iz vrtcev klicali, kje bi lahko to risanko dobili, da so se tako fino otroci to pa uno zapomnili. In to je tisto, tako čisto te spremljali so zgodbe tega fantka in se hkrati učili neka nova spoznanja o planetih. Ali pa recimo reaktivčki, temu jaz pravim, to so prvi superjunaki za predšolske otroke, ki jih lahko gledajo in recimo ti reaktivčki so v vsaki epizodi reševali eno izmed svetovnih čudes. In potem se ti zgodi, ko tvoj otrok vidi na neki sliki Eifflov stolp, o tem se še nismo doma pogovarjali in on pravi, mami, to je Eifflov stolp, to je v Parizu, v Franciji. In jaz pravim, a res, odkot pa ti to veš? Pravi, reaktivčki so bili tam, To so te stvari, o katerih govorim. Ali pa recimo čudovita risanka, slovaška risanka Mimi in Liza, ki govori o prijateljstvu med slepo deklico in njeno prijateljico. To ni zgodba o slepi deklici, to je zgodba o prijateljstvu, ampak skozi to njuno zgodbo pa otroci tudi spoznavajo način, kako ta Mimi funkcionira, kako ima druge čute izostrene. Skratka, se zelo veliko lahko spoznajo o tem svetu slepih.
Prej smo že veliko poslušali o tem, kako pomembno je, da se otroci sploh v tem najbolj zgodnjem obdobju učijo iz vsakodnevnih situacij, iz živih situacij, da lahko preizkusijo, pobohajo, primejo, se lahko stisnejo. Je pa seveda res, da se otroci učijo tudi preko zaslonov, to se pravi, da posnemajo vedenja, ki so na zaslonih, da se učijo ne samo to, kar nekih akcij, nekega gibanja, nekih aktivnosti, ampak se učijo tudi sprejemanja nekih socialnih informacij. To se pravi, oni prepoznavajo zgodbe, vidijo, kako se v zgodbah pogovarjajo, vidijo, kako rešujejo probleme, vidijo, kakšen je odnos med, sovrstniki, med starejšo in mlajšo generacijo, in to vse v bistvu ponotranjajo, Zato je toliko pomembno, kakšne vsebine se jim kaže. Je pa dejstvo, da se otroci ne glede na starost vedno skozi te digitalne vsebine tudi gradijo svojo identiteto. To se pravi, da ko se sprašujejo, kdo sem, kaj znam, kaj zmorem, kakšen je ta svet okoli mene, seveda črpajo potem ta spoznanja tudi iz digitalnega sveta. In tu se lahko pojavi ta problem, o katerem sta predhodnici veliko govorili, da otrok dobi neke čisto napačne vzorce oziroma da je ta slika njegova pravzaprav tako močno pod vtisom tega digitalnega sveta, da izgubi ta stik sam s sabo, Jaz sem tukaj zelo na kratko, samo zato, da lahko iz tega neke določene stvari izpeljem, kaj je tisto, kar je z vidika razvojne psihologije pomembno za te predšolske otroke. Namreč zavedati se moramo, da je ta njihova pozornost zelo kratka, krajša, manj nadzorovana, manj usmerjena. To mi je vedno fino povedati, zato ker včasih gremo v kino, pa gledam recimo kakšne te celovečerne risanke, ki so čudovite, ampak potem vidim čez 20 minut, ko starši odhajajo ven z 3-4-letnimi otroci, ki jokajo in so starši nejevoljni, ker so si želeli priti v kino z njimi, otroci pa ne zmorejo, preprosto ne zmorejo. Jaz vedno pravim, za vse te vsebine bo še čas. Pri knjigah znamo tako lepo stopnjevati, nikoli ne začnemo z debelo knjigo, ne beremo otroku dvoletnemu Pike Nogavičke, ampak začnemo s kartonkami, potem z slikanicami, kjer je veliko ilustracij, potem manj ilustracij in potem šele enkrat v razvoju nastopijo romani, Tukaj pa včasih kar mislimo, da čim je risanka, je to primerno za otroka, ampak ni tako, Tudi risanke se stopnjujejo glede na otrokovo starost. Pomembno je vsebine, kakšne so, zato ker se otroci v tem obdobju učijo razumevanja vseh mentalnih stanj in se učijo skozi te vsebine tudi o čustvih, mislih, željah. Pomembno je govor. Govor govorim zato, da apeliram na vas, da izbirate kakovostne sinhronizacije. Otrok se v predšolskem obdobju uči govoriti, uči besed, stavkov, pridobiva na slovnični funkciji jezika, in če je ta govor, ki ga posluša preko digitalnih vsebin, slab, je to zagotovo nekaj, kar lahko slabo vpliva, Zato je res pomembno, da vsebine, ki jih on gleda, mi slišimo, mi preverimo in se odločimo za tiste, ki so res dobre. Pomembno je tudi to, saj veste, mediji vedno prinašajo, vedno na nek način manipulirajo s čustvi, Nas pritegnejo, nas odvrnejo, nas prestrašijo in to tudi na otroke, pri katerih se šele čustva razvijajo, oblikujejo, zelo močno vpliva. In tukaj tudi zopet apeliram na vas, da ste pozorni na čustvo strahu. Čustvo strahu je tisto, ki ga lahko ena taka vsebina zelo hitro izzove in se ga otrok zelo težko reši. In potem to lahko se spremeni v kakšne nočne more, kakšen strah pred določenimi zadevami, ki lahko potem, kot smo videli čisto na začetku, tudi še traja potem v odraslost. Zato je tukaj treba biti res previden in ne iz svojega zornega kota gledati, se to ni nič takega, ampak dejansko razmišljati o tem, kaj pa lahko to vpliva na otroka, in tukaj razmišljati o tem, da to ne gre samo za strašljive neke pošasti, ampak da gre tudi za neke podobe iz resničnega življenja, za neko skrb za neki glavnega junaka, skratka, vse to, kar lahko v otroku vzbudi nek strah. Pomembne so mu vsebine, ki kažejo prijateljstvo, pomembno je, da so to vsebine, ki premišljeno obdelujejo, kaj je prav in kaj je narobe, ker otrok v tem času razvija ta svoj moralni pogled na svet, empatija se razvija, skratka,
to je obdobje, ko so otroku zelo pomembne preproste vsebine, s katerimi se lahko poveže, junaki, ki jih prepoznava, ki prikazujejo njegovo vsakodnevno življenje in mu seveda tudi z nekimi določenimi stvarmi spodbujajo neke miselne izzive. Tukaj imam primer o tem strahu, ko sem prej govorila, eno krasno slovensko risanko Koja, ki je cela risanka je v bistvu o tem junaku, ki živi na eni gorski polici in ima težave s predmeti, ampak to so take duhovite težave, ne? V tem prizoru mu nagajajo nogavice, ne? In potem mora on najti idejo, kako te nogavice ukrotiti in potem on z njimi zapleše in potem te nogavice sedajo na njegove noge. Skratka, zelo preprosta risanka, že za 3-letnike primerna. Potem so pa naredili ustvarjalci še eno epizodo, a ne? In to je bila risanka roža, kjer on posadi seme in potem čaka, da ta roža zraste, ne? In tukaj pa ta zasuk, kot boste videli, a ne, ta roža preraste vse ovire in naenkrat postane to ena ogromna roža in v trenutku, ko ta roža začne ogrožati tega priljubljenega junaka, a ne, ki gledamo, da bo ravno kar padel z te police, to je pa trenutek, ko lahko predšolskemu otroku vzbudi strah. To se pravi, dejansko so lahko vsebine enake serije, gre za isti lik, vse to, ampak kako pomembno je, da se dozira, a ne, te neke dražljaje, na kak način, zato da niso za otroka preveč zahtevni, ne. Medije zdaj seveda imenujemo kot sodobni vstop svet fantazije. Meni se zdi to čudovito in ko smo 2 leti nazaj praznovali 40. obletnico Živ Žava, 40 let je že ta nedeljska matineja, so me velikokrat spraševali, kakšna je razlika med risankami nekoč in danes. Velikokrat tudi poslušamo od staršev, kako so bile včasih te risanke lepe, zdaj so pa takšne, ampak jaz vedno rečem, kje jih pa gledate, ker pri nas so risanke, ki jih imamo, še vedno lepe, samo so iz tega časa, ne, so prilagojene otrokom tukaj in zdaj in jaz res verjamem, da ima vsaka generacija otrok svoje najlepše risanke. In te risanke, ki zdaj prihajajo, ne samo, da izkoriščajo vso bogastvo digitalnih zmožnosti, ampak tudi nosijo vsebine. Veste, te risanke zdaj so tako pogumne, naslavljajo toliko enih tem, ki so za otroke pomembne, kot otroci vse vidijo, vse slišijo, otroci res imajo eno široko polje, ki ga opazijo in tudi risanke na primeren način prinašajo te vsebine, kar je zelo dobro, ker jih lahko potem uporabljamo pri svojem pogovoru z otroki, ko se navezujemo na določene, ko bi mu radi karkoli razložili. Začenjamo s telebajski. Telebajski so namreč zdaj so ti telebajski 25 let nazaj, 22 let, nekje smo jih mi predvajali nazaj, a ne. To je bila prva risanka, ki je bila narejena za 1 do 3-letnike, a ne, ki jim odsvetujemo gledanje, ampak bili so pa prelomni v tem kontekstu, da so bili prvi, ki so v ekipo ustvarjalcev postavili tudi psihologe, tudi pediatre, tudi pedagoge, skratka, ki so se ukvarjali s tem, kako narediti vsebino, ki bo primerna za otroke. In od takrat naprej, tako kot vse risanke, še posebej te, ki mi jih recimo na trgu ponujajo, kot to so risanke za nacionalno televizijo, zelo uporabljajo skratka, da so pozorni na psihološke in pedagoške momente v njih. Tukaj je recimo ena risanka brez besed, glineni možički, se vam jo splača pogledati v kontekstu tega, kar sem prej rekla, preproste situacije, ampak tako veliko čustev, tako veliko nekih vezi, nekega sodelovanja, zgodbice na najbolj preprost možen način, ki prinašajo toliko enega iskrenega veselja, prijateljstva, skratka vse tisto, kar si želimo, da bi otrok videl v teh zgodnjih letih, ne. Zakaj je Pujsa Pepa tako priljubljena? Zato, ker je točno to, kar otroci v tem obdobju zmorejo in si tudi v končni fazi želijo. To se pravi družina, nekaj prijateljčkov, dedi Pujs, učiteljica, pa še gasilec in to je njihovo življenje. To je tisto, kar poznajo, v čemer se dobro počutijo in te zgodbice so potem neizčrpen vir novih dogodivščin. Ali pa recimo risanka Šola za pošasti, tu vam zdaj kot primer kažem, nekaj jih je še na voljo, nekaj jih je že več ni, pa bomo še obnovili licence, ampak samo kot primere, kaj vse v bistvu aktualne risanke zdaj tukaj in zdaj ponujajo otrokom. Recimo Šola za pošasti.
Kako opolnomočiti otroke. Ko je prevajalka prevedla, je lektorica predlagala, da bi rekli šola za pošastke, ker so vseeno male, hodijo v vrtec, ampak je prevajalka rekla ne, oni želijo biti pošasti, oni želijo rjoveti kot pošasti. In ko je učiteljica zarjovela, je bilo to še 3-krat huje, ampak vseeno so se postavile zase. Ali pa recimo čudovita risanka Lili in Čarli zaliv, ki ne samo, da uporablja stvari, kot vidite na sliki iz plaže, to so kamenčke, palčke. To je risanka, v kateri deklica in očka sama živita. To se pravi, gre za očeta samohranilca. Torej so že neke vsebine, ki so mogoče za današnje čase še kako aktualne, pa jih včasih ni bilo. Ali pa recimo Ela, Oskar in Hu, zgodbice, preproste zgodbice 2 otrok in enega oblačka. A veste, ko smo jih prevajali, imeli smo angleški tekst izvoren in prevod v angleščino. A veste, kako zelo sta se razlikovala, kako neposredni so bili francoski teksti in kako zelo omehčani so bili angleški. In takrat smo se tudi posvetovali z psihologinjo in je ona rekla, ne, bodimo iskreni, bodimo neposredni, in smo se približali potem francoskemu izvodu in se ona dva zelo konkretno pogovarjata, tako kot se otroci pogovarjajo v tem obdobju. Ali pa recimo krasna risanka v divjini, ki se mi je pred korono zdela čisto prepočasna. Ta 2 junaka hodita po gozdovih, se imata fino, malo pojeta, zgodbe med njima v njunem prijateljstvu, in potem je nastopila korona in smo bili tudi mi vsi veliko v gozdovih in je bila takrat pravi hit. Takrat sem jo potem takoj kupila, smo jo naredili in je prav za tisti čas, prav vabila je ven, prav pomagala je. Ali pa recimo zgodbice Ernesta in Celestine, to so v bistvu zgodbice o prijateljstvu med mišjo, ki živi pod spodnjem svetu, in medvedom, ki je na zgornjem svetu, in oni se med sabo ne družijo. Ta 2 sta pa najboljša prijatelja. Ali pa recimo risanka Kuhar Štef, ki seveda spodbuja pravilni prehranjevanju, k kuhanju, ampak je tudi zgodbica očeta in punčke, ki živita sama, ki mamica je umrla, slikca njena je v tem bistroju, kjer delata in se tudi o njej z njo pogovarjata. Ali pa recimo družina Jazbečjak, koncept, struktura razširjene družine, se poročita Jazbec in Lisica, vsak svoje otroke prineseta v družino, kako zdaj te odnose uskladiti, kako to povezati, da bo to družinsko funkcioniralo. Ali pa recimo krasna risanka Tip in Tam Tam. A veste, kaj ima tole? Zakaj tega letiva, tega fantka zafrkavajo? Zaradi tega znamenja okoli očesa. Ta njegov prijatelj dinozaver, a vidite, kaj ima? Tudi on ima znamenje okoli očesa. To se pravi, ona 2 se povežeta in sta skupaj močna, da lahko te fante, otroke, ki njega maltretirajo, da se jim lahko upreta, se postavita zase. Ali pa recimo krasna risanka Val, ki je v bistvu en primer, kako normalno lahko to neko življenjega fantka na vozičku, ki je zelo duhovit do sebe in do sveta okoli sebe, kako je lahko to tudi v obliki risanke približano otrokom. Ali pa recimo, to vam pa zdaj tako kot en namig, to je naša letosna velika božična risanka po knjigah Julie Donaldson in Axela Schefflerja, Lini in Lazi, moderna Romeo in Julija, družini sta skregani in se zaljubita ta 2 glavna junaka. Pa Bacek Jon, ki ga vsi poznamo, to je super risanka, da si pogledate, kako se vi drugače odzivate na njo kot otroci, ker je humor, se dotika njih drugače in vas drugače. Pa še za konec risanka Mulčki, ki je pa tipičen primer, da se zavedamo, da otroški humor v predšolskem obdobju ne vsebuje cinizma, ironije in sarkazma. Oni tega ne prepoznavajo in to dojemajo kot nesramnost, in recimo ta risanka to vse vsebuje in je do enega 6. leta večina otrok ne mara. Potem, ko prestopijo to mejo in začnejo ta humor razumeti, pa jim postane zares zabavna. Evo, kaj je potrebno, samo da zaključim, kaj je potrebno, ko razmišljamo o tem, kaj otrokom vse imeti v vidu, to se pravi, pomembno je, da vemo, da so otrokom vsebine zanimive, če jih razumejo, treba je misliti na njihovo starost in razvojno stopnjo, fino je misliti na to, da so to raznoliki žanri, zato tudi mi iščemo animacije, ki so različne tudi po tem estetskem vidiku, da urimo njihov estetski razvoj, da se žanri spreminjajo in da je vedno lahko ta vsebina krasna iztočnica za pogovor. Otroci v tem najbolj zgodnem obdobju se želijo počutiti dobro, vredno, kompetentno, varno, samostojno, in te vsebine, ki jih oni želijo gledati, je tudi fino, da so takšne, da jim dajo to neko moč, da jim dajo eno veselje do življenja.
Jaz vedno pravim, mi iščemo vsebine in ko ustvarjamo naše oddaje, ustvarjamo vsebine, ki imajo otroke v središču. To se pravi, to so zgodbe, ki so z vidika otrok, prikazujemo stvari, ki so otrokom pomembne, ne nam staršem, ne z nekega pokroviteljskega pogleda, ampak res iščemo stvari, ki so za otroke, poudarjamo sposobnosti otrok, jih opogumljamo, jih iskreno vzamemo za res takšne, kot so, jih nočemo olepševati, pokazovati lepše, boljše, skratka, takšni, kot so, in jim dati glas. Zato v naših oddajah večinoma nastopajo tudi otroci, in to se nam zdi res izjemno pomembno. Pa še mogoče pika na i, ne bojmo se težkih tem. Težke teme, otroci sami bodo take vsebine seveda teže izbrali, jih bodo mogoče na prvi pogled odvrnile, ampak tukaj pa ta naša funkcija, da skupaj gledamo vsebine. Tukaj imam 2 primera, 2 čudovitih risank, polurnih, to je Dunja, zgodba o deklici, ki je begunka, ki se iz območja vojne seli na področje, kjer je varno, in recimo zgodbica Mami joka kot dež, kjer deklica, katere mami je hospitalizirana zaradi depresije, gre preživeti svoj čas k babici in se sooča s tem, ampak to so risanke za preč, to so risanke, ki jih lahko že 5-letniki ali 6-letniki gledajo, in recimo točno to je moj otrok pač sam gledal, enkrat, ko je bila pač v sporedu in jo je sam gledal in mi je rekel, da je gledal eno res neprijetno risanko, in potem, ko sem videla, za katero ga res neka, da je še enkrat skupaj pogledati, potem se je pa razgrnilo toliko vprašanj, toliko enih razmislekov, toliko enih, da so jo potem še 2-krat skupaj pogledala, in odprla vse možne teme, ki so nekako izhajale iz te risanke. Tako da moje zadnje sporočilo je, dajte si privoščiti, vzemite si ta čas za skupno gledanje. Jaz vem, vsi smo na tem, da je včasih lažje, da damo zaslon za to, da lahko mi nekaj drugega počnemo, pa da otroci preživijo čas ob zaslonu za to, ampak če imamo možnost, je fajn, da si vzamemo ta čas kot neko skupno aktivnost, to se pravi, da sedemo skupaj na kavč in si skupaj pogledamo, ne samo zato, da se povežemo, da je to nekaj, kar nam je prijetno, da se bomo tega tudi potem kasneje spominjali, kako smo skupaj gledali, ampak tudi zato, da otroku lahko pomagamo razumeti določene prvine medijskega jezika, da mu kakšne stvari vsebini razložimo, da se pomenimo o kakšnih vrednotah, ki širijo te zgodbe, in jaz vedno pravim, ne samo, da je to, da so te kakovostne vsebine otrokovo okno v svet, da se mu odpira vso to širno polje, ki je okoli nas, temveč naš ogled teh vsebin skupaj z otrokom je naš pogled v otroko, naše okno v otrokov svet. Zato, ker ko otrok gleda te vsebine, jih komentira, razmišlja na glas, se z nami pogovarja in kar naenkrat vidimo, na kaj je bil pozoren, kaj je tisto, kar je vprašal, kaj je tisto, kar ga je vznemirilo, in s tem zagotovo lahko tudi vemo nekaj več o našem otroku. In tukaj bom jaz zaključila. Hvala lepa. Najlepša hvala za predstavitev. Zelo poučno, zelo zanimivo, tudi veliko novosti. Sedaj bi pa v bistvu povabila vse udeležence, oziroma sem tudi že zaznala, da so se že postavila določena vprašanja pod Facebook skupino in v chatu na Zoomu. Pa če ima še kdo kakšno vprašanje, seveda, če ga lahko zastavi, pa bi kar začeli s prvim vprašanjem. Ki se glasi, Tina Gerbec-Kramarič je vprašala, če, torej, predvidevam, punčka gleda zaslon, ali je boljše, da gleda vsebino na televiziji ali na tablici oziroma telefonu, iz vidika tega, da imamo telefone ali tablice večkrat s sabo, televizija pa ostane doma. Ja. Bi morda katera odgovornica se ponudila sama za odgovor? Morda Mateja, vi, kako je? Ja, zagotovo z vidika tega, da ne gleda na blizu, če gleda televizijo, je to za vid boljše, in seveda je boljše, da si za to, kar gleda, vzame čas in da to gleda skupaj, kot smo zdaj slišali, Najbrž je to lažje pred televizijo, ni pa nujno.
A ne? Tako da jaz mislim, da ima televizija tukaj nekaj točk prednosti. Jaz bi pa dodala čisto ta neki psihološki moment, namreč meni je tako hecno, ker včasih pred leti, ko sem se začela s tem področjem ukvarjati, a ne, so seveda strokovnjaki govorili, dajte proč od televizije, ne gledati televizije, a ne, zdaj se pa pojavljajo pozivi, dajte gledajte televizijo, zato da niste vsak na svojem zaslonu v svojih sobah, ampak da sedite skupaj kot družina na kavču in gledate televizijo. To je mogoče samo tak premislek, a ne, dodatek. Super, hvala za odgovor. Ja. Tukaj bi mogoče še jaz eno vprašanje izpostavila. In sicer, kje lahko navedene risanke, ki ste jih našteli, gospa Martina, družine gledajo? In ali so te risanke sinhronizirane? Vse risanke, ki sem jih navajala, so televiziji Slovenija, se pravi, nekatere jih ne predvajamo v tem trenutku, ker nimamo pravice predvajanja, ampak jih bomo odkupili ponovno. Vse sinhroniziramo, mi sinhroniziramo risanke v našem lastnem televizijskem sinhro studiu, zato da res lahko držimo najvišje standarde, kar pomeni, da imamo svoje prevajalce, ki se ukvarjajo prav s prevajanjem risank, da imamo režiserja, ki vodi igralce, in da imamo igralce, to so največja imena trenutnega slovenskega igralskega sveta, kot so Klemen Slakonja, Jurij Zrnec, Polona Juh, Lena Hribar-Škrlec, skratka od starejših do mlajših, ker res želimo, da je to narejeno dobro in se nam zdi to res pomembno. Mogoče v tem trenutku lahko tudi povabim gledalce na našo platformo. Mi imamo platformo RTV Živžav, kjer so gor vse te risanke, ki jih lahko gledajo, ki pač imajo pravice za ogled na spletu. Velika množica jih je, res velika množica. To pa poudarjam predvsem zato, ker mi to oglašujemo kot varno spletno igrišče, to se pravi, tukaj gori ni nobenih reklam, tukaj gori ni nobene možnosti, da bi otroci kamorkoli zašli. Jaz vedno pravim, kako smo zanimivi ljudje, a ne, otrok skoraj da ne pustimo več samih čez cesto, recimo tablico in pa damo z YouTubeom v roko, ki je velik temen gost in lahko z enim klikom prideš do vsebin, ki je popolnoma neprimerna za otroka, a ne, to se mi zdi, da je treba res ozavestiti in mi smo to platformo prav s to željo naredili, da jo lahko starši takrat, ko rabijo 5, 10, 15 minut miru, dajo otrokom to in se ne bo nič tragičnega zgodilo, ker je vse izbrano in preverjeno. Jaz bi še mogoče eno stvar dodala, in sicer smo nekoliko pozabili zvočne vsebine, a ne, ki so tudi odlične na RTV portalu, torej vsebine, ki jih otrok samo posluša, a ne, torej ali zvočne pravljice, lahko nočnice. Jaz to večkrat priporočam staršem za to, da pri otroku morda brez tega vizualnega vidika vseeno dosežejo nek pozitiven učinek in vsi vemo, da smo jih mi veliko poslušali in jaz se pa iz otroštva tega spomnim, ne. Tako da se mi zdi, da to je kar vsak starš malo presenečen, kot to smo vsi pozabili. Tako da lepo prosim, če gospa Martina še kaj o tem poveste, ker tudi to je dostopno na RTV otroškem portalu in lahko tudi prek telefona vrtite. Je pa res, da mlajši malo težje sledijo daljšim zvočnim vsebinam, ampak imate tudi take, ki to niso in jih je res veliko in so tudi zelo dobre. Hvala za tole. Ja, seveda, na tej platformi so gor tudi kompletno radijske vsebine, ki so pač dostopne zaradi avtorskih pravic. In to so te in kratke zgodbice, ki že tudi 40 let in več izhajajo pod rubriko Lahko noč otroci, ki se tudi verjetno še vsi spominjamo. In to so te kratke zgodbice, ne, ki jo lahko ponudimo otroku 1, 2 ali več, kolikor pač želimo. Potem so pa gor tudi te radijske igre, ki so pa daljše, ne, ki se jih pa tudi verjetno vsi spominjamo, kot otroci smo poslušali marsikaj. To še vedno nastaja. To na našem radiju, programu Ars, še vedno delajo in te radijske igre so res krasne in te so tudi na voljo na tej platformi. Tako da se mi zdi, da je to, ko enkrat starši ugotovijo, kakšno bogastvo je, da se tega kar držijo, no, in tega smo veseli.
Meni se zdi, da so te radijske igre odlične za kakšno daljšo pot z avtomobilom, da zelo lepo otroke zamotijo brez zaslona, ne, in se da tudi o tem sproti pogovarjati, smejati, velike glasbe vmes in nastajajo lepi spomini in tudi podpora razvoju pravzaprav. Če lahko bi samo jaz še dodala, da se mi zdi, da se zelo velikokrat osredotočamo na risanke, ampak tako čisto kot ideja, če mogoče ne veste, na YouTubeu najdete tudi veliko posnetih predstav, se pravi gledaliških predstav, ki so odigrane v živo, tako da je mogoče tudi to kdaj lahko nek dober nadomestek za kakšne zaslone, se pravi, da ima otrok tudi več mogoče nekega, da vidi neke resnične osebe v igri. Ja, jaz bi rekla še, da morda pogrešam pa, da bi bilo prek zaslonov posredovano direktno obraz nekoga, ki pripoveduje neko zgodbo. Mlajši kot je otrok, bolj je to koristno, ali branje knjig, lahko kak igralec, kakšno vsebino pove, tako kot bi jo mama. Gospa Martina mi je omenila čebelice, nekaj takega, in verjamem, da boste še kaj pripravili, ampak to je obraz na zaslonu, ki pripoveduje zgodbo in otrok, ko to spremlja, dejansko lahko dobi tudi kaj koristnega in zmore predelati te vsebine na način, da za njega so koristne. Jaz bi pa mogoče še tukaj samo dodala to, da čisto malo razširimo to zavezo, zato ker se drugače ukvarjam tudi s različnimi drugimi področji, kulturno-umetnostne vzgoje za otroke, kakovostne kulturno-umetnostne vzgoje, ki je pomembna. V tem času imamo tudi enih pomoči, da lahko najdemo kakovostne vsebine, to zmeraj tako na televiziji, kot v kinu, kot v gledališčih. Imamo platformo Zlata paličica, ki izpostavlja kakovostne gledališke predstave, imamo Art Kino mrežo po celi Sloveniji, ki ponuja res kakovostne filme za različno stare otroke in se mi zdi, da če si starši to želijo, da lahko poiščejo vsebine, ki so res primerne točno za njihove otroke. In jaz mislim, da jim bodo otroci hvaležni, ker jaz vedno vem, ko gledam ta svoja fanta, tega najstnika in gremo gledati kak film, ki je prav za njegovo starost, kako ko je konec, reče mama, točno takšni smo mi, in to je tisto, to je vsebina, ki res nagovarja otroka pri njegovi starosti. Ja, hvala lepa. Zdaj bi mogoče pa prebrala, ali so, se pravi, kakšne risanke pa niso primerne, so lahko morda tudi preveč intenzivne. Se pravi, bi lahko mogoče strnili par lastnosti risank, ki niso primerne za predšolske otroke. Jaz bi tukaj zelo tako povzela, tisto, kar mogoče mi zavestno, pa mogoče nisem prej nič izpostavila, mi absolutno seveda ne izbiramo risank, ki imajo kakršnekoli nasilne vsebine, to se mi zdi tako ključnega pomena, enako kot ko smo govorili o sinhronizaciji, veliko risank, tudi v našem prostoru je takih, ki imajo, jaz vedno pravim, eno samo dretje, ker je način govora, ni naš slovenski, ampak se posnema nek ameriški način in je potem to en čist drug ritem in je to tako tuje otroku. Pa zdi se mi tudi pomembno, da izbiramo takšne vsebine, ki vsebujejo neke vrednote, ki so nam osebno blizu in tudi nam kot družbi, to se pravi, ki govorijo o prijateljstvu, medsebojni pomoči, ki delijo vse te neke vrednote, ki so nam pač v tem trenutku pomembne. Ja, hvala. Tukaj pa mogoče en komentar, pa ga bom kar prebrala. Osebno mislim, da otroci preveč časa preživijo pred zasloni in televizijo in premalo časa v naravi. Govorim iz izkušenj, saj delam v vrtcu in vidim, da dobra četrtina skupine ne mara knjig, predstav, saj bi jih radi gledali samo preko TV-ja ali zaslona. Mogoče, če tukaj tudi, kaj gospa Lea Mavko, kakšne nasvete, kako morda vzgojiteljice nekako spodbudijo starše oziroma če se lahko pogovarjajo, na kakšen način jih spodbuditi, da zaslone zamenjajo z knjigami. Ja, se mi zdi, da je
Veliko tukaj je odvisno od dela na nekih vrednotah, se pravi staršem tudi predstaviti, zakaj je pomembno, da so recimo otroci v naravi, koliko ima to enih prednosti za otrokov razvoj, tudi za otrokovo duševno zdravje, da se mogoče tudi iz tega vidika predstavi, da je narava pomembna, ker se mi zdi, da včasih res kar pozabimo, koliko je po eni strani narava preprosta, dostopna, ampak hkrati pa otrokom res ogromno da. In se mi zdi, da je tukaj včasih izziv, ker vseeno je težko nekomu naročati, kaj naj počne, se pravi, vseeno mora priti tudi želja strani tistega, da mogoče sprejme kakšen nov predlog, da posluša, ampak se mi zdi, da po eni strani mogoče z zgledom, pa z nekim pogovorom, pa tudi s predstavljanjem tega, zakaj je recimo pomembno, da beremo tudi knjige, zakaj je pomembno, da smo tudi v naravi, mogoče spodbudimo še kakšno osebo več, da se odloči tudi za kakšne druge aktivnosti. No, tako da se mi zdi tudi, da je tale današnje srečanje mogoče en korak v to smer, da še koga spodbudi, da premišljeno bolj poseže po kakšnih vsebinah na zaslonih, pa mogoče večkrat tudi po kakšni prosti igri časov v naravi, gibanju pa tako naprej. Ja, hvala. Tukaj najbrž, če povzamemo, če gledajo otroci preveč risank za temi vsemi barvami, pisanimi, potem postane narava zelo hitro dolgočasna oziroma brezvezna, ne, in ne naslavlja, ni pač toliko držljaja, kot jih je, bom rekla, v risankah. Tako da je res potrebno vse skupaj uravnotežiti. Bi pa postavila še eno vprašanje, prebrala, na katerega sicer smo že podali odgovor, pa vseeno. Pozdravljeni, imam vprašanje, kako pristopiti pri sorojencih različne starosti. Vsak bi rad gledal risanko, ki je njemu všeč, kar pomeni, da bo tudi najmlajši gledal risanko, ki morda ni za njegovo starost primerna. Hvala za odličen webinar. Mateja, če tukaj morda ponovimo. Ja, vsekakor je težko, a ne, ubiti dve muhi na en mah, je pa res, da mlajši, kot je otrok, bolj moramo paziti, a ne, kaj gleda, in bolj moramo res gledati z njim. Tako da neka srednja pot, a ne, če se starejši zraven dolgočasi, je to pač tako, a ne, se lahko pa med sabo pogovarjata, ali pa medtem on bere knjigo, posluša kaj drugega. Vemo, da lahko že nekaj sekund res neprimerne vsebine povzroči celo posttravmatsko stresno motnjo. Jaz verjamem, da to se res redko zgodi, vendar je treba res paziti, a ne. In to je izziv starševstva, ne. Če imamo 2-3 otroke, je vedno, ima vsak svoje potrebe, svojo zrelost in je težko, večkrat je težko, in to so izzivi, ki jih pač nekako poskušamo z raznimi načini reševati, zagotovo pa res je najmlajši tisti, ki se mu moramo najbolj prilagoditi, no. Tako žal je. Tako kot ko gremo na morje, gremo tja, kjer on zmore v vodo, recimo, a ne, po kamenčkih, čeprav bi starejši že lahko šel kam drugam, a ne, tako karikirano, no, ja, vse se povsod prilagajamo pravzaprav. ja. Jaz bi pa dodala tukaj samo še mojo misel, da v bistvu ustvarjalci vedno znova opažamo, da tisto, kar zares pritegne, je zgodba, je dobra zgodba, a ne? In te dobre zgodbe so praviloma brezčasne, kar pomeni, da tudi vsebina za en film za predšolskega otroka, ki je primeren za njega, ponavadi, če je res dober, ima takšno zgodbo, da potem obsedi zraven tudi starejši otrok, pa mogoče še oči, pa še babica prisede, skratka, da je to potem res v tem kontekstu neke kakovostne družinskega gledanja, ne. To velja poskusiti, včasih si tega ne znamo predstavljati, ampak smo potem, ko poskusimo, kdaj celo presenečeni, da lahko neka vsebina, ki je za najmlajšega, nagovori tudi vse ostale. Ja, res hvala lepa. Morda še eno vprašanje. Kako pa recimo zdaj z 2 konkretnima risankama, Tačke na patrulji ali pa Maša in medved, ali imamo slovensko verzijo? Morda, če to malo komentirate, in ali je portal Živ žav iz RTV Slovenija vključen v aplikacijo MMC?
Maša in medved in tačke na patrulji nista naši risanki, jih nismo mi zbrali. Ne bom rekla, da sta slabi, čeprav o Maši in medvedu se da marsikaj diskutirati, a ne, o njunem odnosu, o kakovosti njunega odnosa in nekih zgledih, ki jih nudita. Tačke imajo določena sporočila, jaz imam tukaj vedno potem ta problem, ker je to tako zelo komercialno naravnano, a ne, da je potem to edino, da je potem še vse zraven mora priti, a ne, kar vsi izdelki in vse to. Tako da mi vedno skušamo iskati vsebine, ki nimajo te teže, ki res prinašajo zgodbe, ki prinašajo neko estetsko doživetje na ta način. Drugače pa ja, ta RTV Živ žav je samostojna aplikacija, drugače pa najdete tudi jo znotraj RTV 365, je tam, mislim, da je za male in velike, za otroke, za male, za velike in je to pri malih, je prav, so ta vse vsebine iz tega portala, v bistvu tam jih lahko najdete. Tako, ja, hvala lepa. Pa eno sporočilo, vzgojiteljice spodbudimo starše tako, da imamo skupna srečanja v naravi, predstave, ki jih pripravimo otroci in vzgojiteljici za starše. Zbiramo pa tudi primerne risanke, saj jih je veliko nepoučnih, kjer je veliko streljanja, grdega vedenja, neprimerne vsebine, žaljenja in tako dalje. Najlepša hvala za ta komentar. Če smem, bi jaz tukaj dodala, da smernice za uporabo zaslonov v bistvu vsebujejo tudi priporočilo za rabo zaslonov v šolah in v vrtcih. In za vrtce je zapisano, da uporaba zaslonov v skupinskih varstvenih ustanovah ali vrtcih ni priporočljiva. Iz razlogov, ki so bili navedeni. Tako da tisti čas, 20-30 minut, ki ga otrok na dan v povprečju naj bi lahko imel za zaslonom, naj bo skupaj z staršem, 1 na 1 in naj bo porabljen popoldan. Žal je čas v vrtcu za marsikaterega otroka edini čas brez zaslona. Tako da lepo prosim, pustimo vrtce brez zaslonov. Hvala še za ta komentar. Bi morda katera od predavateljic želela še povzeti kakšne zaključne misli? V tem primeru, če ni več vprašanj, bi se na tem mestu jaz poslovila. Še enkrat najlepša hvala vsem udeležencem webinarja. Udeležili ste se ga res v velikem številu, tako kot tudi na Facebook strani. Če pa imate v zvezi z uporabo zaslonov še kakršnakoli vprašanja, nam vedno lahko pišete na Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in pa na Združenje za kronične nenalezljive bolezni v zvezi s tem webinarjem. Prav tako pa vas vabim, da si ogledate tudi našo spletno stran Odklop, kjer se pravzaprav tudi ukvarjamo z zdravo uporabo zaslonov med osnovnošolci. Tako da najlepša hvala še enkrat za udeležbo in nasvidenje, lahko noč. Želim vam, da zaslone čim manj gledate, ko pa jih že gledate z otroci, naj bodo to kakovostne vsebine in v pristnem stiku, torej v pogovoru o sami vsebini. Lep pozdrav, lahko noč.